Smo na poti na kmetijo Srečka Kranjca, da iz prve roke izvemo, zakaj je pomembna lokalna pridelava govejega mesa, ki nosi znak Izbrana kakovost Slovenija, kaj je to kakovostna vzreja in zakaj je slovenska govedina tako edinstvena. Kdo pa vse dela na vaši kmetiji? Na naši kmetiji dela cela družina. Oče, mama, brat, jaz in babica. Zdaj delo si večinoma vsi razdelimo nekako, da lažje težje dela, da težje delo naredimo mi moški, drugače pa vsi počnemo vseeno. Klasična delitev torej. Ja. Ampak to so vse vaši travniki, se pravi, imate dovolj hrane, no to je kar nekaj silaže, se pravi, koliko glav živine je? Sedaj imamo 15 glav živine, vendar lahko štejemo tudi 20 glav živine. V bistvu, kakor so recimo razmere tle zaradi terena, je to kar težje obdelava tudi površin, tako da mi smo zadovoljni za kolikor imamo. Se pravi, ampak ste tudi vpeti v lokalno okolje? Smo vpeti v lokalno okolje, imamo tudi lokalno zadrugo, s katero tesno sodelujemo, saj tudi vejo, kakšne razmere imamo tukaj, tako da nekako tudi samo prodaja mesa je tu lokalno blizu 10 km, tako da je tudi manj stresa za živali in je tu okoljevarstvo nekako naravno bolj. Zakaj pa je značilno za tradicionalno vzrejo? Kot tradicionalno vzrejo je to, da res pridelamo vso hrano, travne silaže in seno na domačih površinah, ki tudi skladiščimo in je to res lokalno in tudi, kot sem že rekel, ostanejo teličke doma in da se to kravam posvečamo čim bolj, da jim nudimo svežo vodo, udobje in seveda tudi prepoznamo, če je kaj narobe z njom. Tako je tole silažna bala, ki smo jo pridelali na svojih travinjah. Pač v bistvu mora biti dobra, kvalitetna, da ni nekaj plesnivega, saj tudi dobra krma pomeni za dobro počutje živali in tudi na kvaliteti mesa boljša očitna. Prav tako tam zadnje imamo pa še suho krmo, da v bistvu krmni obrok nekako ravnavamo. Zakaj ste se odločili vstopiti v shemo Izbrana kakovost Slovenija? Je to bila soglasna odločitev za družinsko mizo? To je bila soglasna odločitev, saj smo tako v bistvu imeli paštima nekošna odločba že, da bi mi začeli še bolj tesno sodelovati s kmečko zadrugo. Pa je birokracije več? Je več in mislim, da je tudi prav, da je tako, saj s tem tudi lahko bolj zagotavljamo, da je to res, kar pridelamo in tudi krmimo. Kako ste pridobili znak? Je to bil dolg proces? Ni bil dolg proces, saj smo že prej nekako imeli zastavljeno vse skupaj. No, sodelovanje s kmetijsko zadrugo je tu še posebej pomembno. Še posebej pomembno, saj brez njih po mojem ne bi to šlo tako tekoče, kot je sedaj. V bistvu mi pridelamo, oni dajo to naprej in smo vsi zadovoljni. Tudi eno vzajemno zaupanje tudi. Tako je. Pa tudi vse več potrošnikov, ki zahtevajo tako kakovost mesa. Seveda je čim več potrošnikov, zato tudi želimo, da bi tudi še druge kmetije šle v to shemo in da bi res slovensko meso v bistvu bilo v Sloveniji in tudi kvalitetno. Pričakujemo več povpraševanja o tem, da bi to bolj prodajano bilo, mogoče to ceno dobili, bi bilo lažje za nas. No, tu dejansko gre za eno večjo prepoznavnost, ne tudi za kmeta. Tudi to, ja. Kako pa dokazujete, da zagotavljate vse standarde v shemi? V bistvu to zagotavljamo s tem, da imamo enkrat letno kontrolo inšpektorja in tudi takole s časoma tudi, ko veterinar pride, lahko v vsakem primeru pogleda, kaj krmimo in s tem zagotavljamo res, da krmimo kvalitetno, visoko voluminozno krmo. Kontrol je veliko več kot prej. Veliko več je, ampak ni tukaj problema, saj je vse preštevano po standardih, v bistvu imamo nadstandarde že. Kolikokrat takole pridete na obisk na leto? Pač v povprečju recimo smo vsaj 2-krat ali 5-krat mesečno, ne vem. Skratka, odvisno je od situacije, kaj se na gospodarstvu dogaja. Znotraj sheme so določena pravila. Uporaba antibiotikov je omejena, je na nek način bolj kontrolirana, tudi karenčna doba, to je doba, ki jo predpisujemo zaradi zdravljenja, je bistveno daljša.
od bistvenih prednosti sheme Izbrana kakovost so tudi dodatne kontrole, ki jih izvajate certifikacijski organi. Marko, kako to poteka? Kontrole izvajamo pri vseh členih preskrbovalne verige mesa izbrane kakovosti. To pomeni tako pri rejcih, odkupovalcih, klavnicah, mesnopredelovalnih obratih in na koncu ne nazadnje tudi v sami maloprodaji. Kontrola pri rejcu poteka na način, da se preverja, če izvajalec, rejec krmi živali v skladu z specifikacijo za izbrano kakovost. To pomeni, da je v krmnem obroku minimalno vsaj 50% surove vlaknine v suhi snovi, da upošteva podaljšanje karence v primeru zdravljenja živali za vsaj 5 dni. Preverjamo, če dejansko res odkupujejo živali izbrane kakovosti s certifikati. V mesnopredelovalnih obratih preverjamo sledljivost, ločevanje. To pomeni, da vsi postopki, procesi potekajo časovno ali prostorsko ločeno, kar pomeni, da se preventivno umakne vse možne tveganja za mešanje z mesom izbrane kakovosti z konvencionalnim mesom, pač neizbrane kakovosti. Preverjamo označevanje in v maloprodajnih enotah pravno tako preverjamo, če je maloprodajalec res prijel meso izbrane kakovosti certifikatom, da je zagotavljal ločevanje v samem postopku prodaje, da je prodajno mesto primerno označeno in ne nazadnje tudi, da je na maloprodajnem računu razvidno, da je kupec kupil sveže meso izbrane kakovosti. To je res veliko kontrol. Ogromno. Torej, pri kakovosti mesa je tudi pomembno, kako dolgo traja veliki transport. Skratka, sam pogoj za izbrano kakovost so kratke transportne verige in to mislim, da obrati v Sloveniji zagotavljajo. Jaz pač povem, da v našem obratu je povprečna oddaljenost rejca do obrata 30 km. Skratka, res zagotavljamo od majhnega stresa za žival prevoznega in tudi po drugi strani ogljični odtis je dosti manjši kot živali, ki so transportirane dlje. Izbrana kakovost Slovenija. Lokalna hrana in shema Izbrana kakovost Slovenija tako skrbita za višjo stopnjo samooskrbe s hrane pri nas, za kakovost naše hrane, za večjo varnost, za stabilnost prehranske verige in tudi za ohranjanje pomembnih delovnih mest, saj pri nas 90 tisoč ljudi dela v pridelavi in predelavi hrane. In kako se vse skupaj kaže pri vas v kmetijski zadrugi? Mislim, da je bil pravi čas za nastop te znamke Izbrana kakovost. Dosegamo boljšo prepoznavnost pri večjih kupcih, manjši kupci, se pravi individualni, povprašujejo po tej blagovni znamki. Za nas je pa to vsekakor pomembna zadeva, omogoča nam stalnost poslovanja z velikimi partnerji, omogoča nam tudi, upam, da v bodoče tudi boljše cene. Ne nazadnje smo pa en velik partner našim kmetom, preko 670 kmetov letno posluje z nami, hkrati pa zaposlujemo tudi 130 ljudi in to nam omogoča stabilnost poslovanja. In kako kupci prepoznavajo ta znak? Kupci so dojemljivi, iskali so že prej kvaliteto, vendar so zdaj dobili en dokaz, da je to tisto, kar iščejo. Se pravi, da je preverjena reja, da vejo, odkot prihaja in da dobijo kvaliteto za ta denar. Mislim, da je tudi to pomembno, da v Sloveniji kupec lahko izbere kvalitetno hrano. Hrana, ki je rejena na naraven način, rejena na naših kmetijah in hkrati s tem dodajo še nekaj več. Dodajo nekaj, da se zavedajo, da je pomembno ohranjati to naše kmetijstvo, ki ni samoumevno in s tem pustijo tudi pečat na tem našem kmetijskem gospodarstvu. Tako in tudi pri nas zaužita hrana z dobrim tekom. Tako je. Slovenska govedina, ne? Ja, tako je. Dajte mi 1 kilo za juho. Za juho? Kaj bi dal, kakšen osobuka mogoče? Ta osobuka bo vreda, ja? Ja. Kako pa vem, da je res slovensko? Po tej nalepki Izbrana kakovost Slovenija. Aha, to je ta, ne? To je to, ja. Hvala. Hvala tudi vam, nasvidenje.